letos imamo res lepo razporejeni, ste 3 restauratorske dogodke na Vhodu na Kupu, tudi tako v prazniki, tako da me veseli, da smo se zbrali tako. Zdaj, na ALO, vedno, ko gremo promovirati akademijo na sejme, dijakom, staršem, pride vprašanje, kaj pa bodo počeli, ker tudi študirajo. In se mi zdi, da je današnja gostja, Jerneja Kos, naša diplomantka, oddelka za restauratorstvo, en dober primer, ki se ga v takih primerih lahko izpostavi. Uspešna samostojna podjetnica, sicer ne samo zaradi razvoja, seveda, zaradi svoje poti, tako da dobrodošla pri nas in prosim. Najprej res hvala lepa za povabilo. Moram priznati, da na tej strani redko kdaj sedim, tako da brez zamere trema je ogromna. Tako da upam, da vam bom povedala kaj koristnega, uporabnega predvsem. Jaz nisem teoretik, sem pač praktik, tako da na koncu, če želite, me lahko vprašate karkoli, ni ničesar, bom začela. Najprej bom malo povedala, to se bo pa vrtel pol. V glavnem, povabili so me predvsem tudi zaradi tega, da vam povem, predstavim SP kot možno obliko zaposlitve po študiju. Zdaj, jaz od diplome dalje, to je že kar lep čas, 16 let, delujem kot samostojna podjetnica in ko so me vprašali, kako je do tega prišlo, jaz spontano. Noben ne premišljuje, kaj bo, pač sem še iz tistih generacij, ko so nam v šoli zmeri govorili, da izberite poklic, v katerem uživate. Se veste, vse prinese vzpone in padce, tako da tiste padce lažje prenesete, če vam je nekaj všeč. Zdaj, na področju restauratorstva je zelo malo rednih zaposlitev in takrat sem bila tudi ena prvih, ki se je odločila za to pot. Tako kot takrat je tudi danes država ponuja subvencioniranje prispevkov, da lažje zaženete podjetje. Mislim, da je zdaj tako, da imate 2 let, v bistvu prvo leto polovično subvencijo, naslednje leto pa 30%, tako da to je kar lep doprinos in vam je precej v pomoč. Zdaj, kako začeti? Kot študentka sem pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine sodelovala že takrat na projektih stenskih poslikav in pa seveda tudi pod vodstvom Tamare Trček-Pečak na slikah v Narodni galeriji in s tem sem tudi dobila tiste prve kontakte, tiste prve stike, kar mi je pomagalo tudi v bodoče, da so me kontaktirali, recimo, če so rabili za delati, oziroma tudi prva znanstva na terenih. Veste, vi, kad delate tam, pride naročnik in vas vidi, tako sem recimo dobila prvo kopijo za narediti in podobne stvari. Zdaj, pri prvem samostojnem restauriranju slik sem naletela na kar nekaj takih problemov, bi rekla, ki niso bili študijski primeri tistega, kar smo se tukaj učili, in sem kontaktirala direkt svojo mentorico Tamaro Trček-Pečak in mi je pomagala. Tako da jaz mislim, da tudi vam po diplomi, če boste naleteli na take probleme, da jih sigurno lahko kontaktirate, pa vam bojo pomagali. Zdaj, projekti na stenskih poslikavah so večinoma pač vezani na tople mesece, od maja pa tja do oktobra. Redkeje pa naletite na objekte, kjer je možno delo tudi po zimi. To pa seveda, da ne dobite sploh v začetku dela niti v teh aktivnih mesecih, je pa nekaj najtežjega pri SP-ju. Pač vi morate prispevke vsakomesečno plačevati in seveda morate tudi zaslužiti za prispevke. Zato je zelo pomembno, da ste fleksibilni in da čim širše zastavite svojo dejavnost. Ne samo restauriranje, pa ne samo restauriranje, iz katerega zdaj trenutno delate specializacijo. Se pravi, jaz restauriram načeloma ne vse, ampak veliko področji. Lahko imate tudi, jaz ponujam tudi slikarske tečaje, svoje slikarsko znanje, pa tudi kiparsko znanje. Nazadnje sem delala v bistvu kopijo po stari fotografiji nekega reliefa, ki jo bojo umestili v Jelšingrad, tako da v bistvu kot SP poprimete, kjer se vam ponudi priložnost. Včasih je treba ampak včasih je treba poguma.
Predvsem zato, da sprejmete naročilo, v katerem niste tako suvereni, a ne. Naprimer, moj prvi primer, kjer sem se res tresla, je bil pravo fresko izdelati. Dobila sem možnost na fasadi narediti pravo fresko. Vidite, vi delate tudi tele mini kopije, no to je bila edina stvar, ki sem jo do takrat naredila na freski, a ne. Naročniku sem povedala, da sem pač to delala samo kot študijsko na faksu in je bil pripravljen v bistvu vseeno ponuditi delo, ker pa nisem želela, da ta freska razpade po enem letu, a ne, si narediti slabe reklame, sem se res lotila študiozno, preučila vso možno literaturo, kar sem našla na internetu, naredila si plan vse, kako bom tam na licu mesta, ker to pač lezete po odrih in podobne zadeve, mešate barve, nimate časa, tam se vam suši, tam je treba tempo imeti. Tako da sem se res pripravila in pa tudi doma izdelala poskusno pač tako fresko in na podlagi tega še danes delam freske in dobivam naročila. Se pravi, vrgla sem se v nekaj, kar nisem poznala, ampak lepo študiozno pa se da, nekako gre. Pa še nobena ni razpadla do zdaj, tako da je dobro, tudi to. Take spretnosti, ki jih dobite v bistvu z delom na raznih drugih stvarih, ne samo na restavriranju, vam bojo razvijale vašo spretnost, ki vam bo prišla še kako prav pri vseh projektih, a ne. Zdaj, tudi če se vam zdi, da so te smeri v restavratorstvu zelo različne, koncept je podoben, a ne. Seveda operiramo z različnimi materiali pa tehnikami, ampak vzporednice lahko potegnete med vsemi. Pa tudi iz drugih strok, ne biti preveč togi, poglejte malo čez tiste meje. Veste, zdaj, če primerjam, živimo res v super časih, kjer so nam vse informacije, materiali, izobraževanja pa povezovanja na dosegu roke, a ne. Zato vam priporočam, da se včlanite v različne tuje skupine, a ne, pa berite tuje strokovne članke, prijavljajte se na izobraževanja, ne samo doma, tudi imate veliko prek spleta izobraževanja, s to prakticiram vsakoletno, bom rekla. Naj vam ne bo žal investirati tistih. Stroški niso tako visoki, da pač si jih ne bi mogli privoščiti tudi v začetku, ne. Nekateri tečaji so že za 30 €, ne. Tako da ja. Zdaj, tehnologije pa pristopi zastarijo oziroma pač se razvijajo, a ne. Zato morate razmišljati zelo izven okvirjev, pač nove tehnike pa materiale, opremo najdete pač povsod okoli sebe. Bom rekla, en tak tipičen primer so geli in če poslušate predavanja tega Meta Kušmana, boste dobili najboljše gele iz receptov za gumibombone. Tako da to so zdaj najnovejši, z minimalnimi ostanki, tako da malo poglejte tudi tam. Zdaj, jaz vam priporočam, da se nikoli ne nehate učiti, ne, tista naravna radovednost vam bo zmeraj prav prišla. Raziskujte, delite poskuse, zapisujte si. S časoma boste imeli toliko enih stvari v glavi, da boste pozabljali stvari in če lahko pogledate nekam, je to zlata vredno, ne. Zdaj, te poskuse, ne je direkt na neko sliko, neko fresko, dajte probati najprej na enih predpripravljenih površinah in ko stvar razvijate, pa pač greste na neko umetnino, a ne. Zdaj, pred vsakim projektom je malce strahu pač nekaj običajnega, pa tudi zdravega, jaz pravim. Mene še zmeraj strah, tudi zdajle me je strah. Tako da ja, tako kot je rekel Sokrat, vse, kar vem, je, da nič ne vem, a ne. To pa seveda manj je več, naj vam bo vodilo. Zmeraj je boljše, da manj posegov naredite kot več. Res minimalistično pri vseh pristopih, tudi te, ki so zdaj ustaljena praksa, neki geli pa to, ne vemo, kaj bo čez nekaj časa se pokazalo, da ne deluje tako, kot bi morala. Seveda vsi delamo v dobri veri. Zdaj, če boste se tega približno držali, boste tudi po večletnih izkušnjah do dela pristopili spoštljivo pa previdno in tako pač delali tudi manjše napake. Zdaj, ja, o napakah, a ne. Nikjer se ne piše pa ne bere o njih, vendar pač zaradi njih stroka tudi napreduje. Pač tudi v dobri veri pa kljub izkušnjam vas bo vedno kaj presenetilo.
To je tisti čar restauratorstva, vedno novo, vedno razburljivo in pa pač zaradi tega tudi zanimivo, a ne. Vsi delamo napake, cilj pa je, da so čim manjše, da jih ne ponavljate, da se nekaj naučite iz njih, pač pa naj bojo čim bolj redke, a ne. Zdaj, kaj bi vam še rada povedala? V bistvu, kot restaurator ste vezni člen med naročnikom in stroko, a ne. Naj vam ne bo odveč obrazložiti te odločitve tudi laični javnosti, naše delo tako približate pa in tudi utemeljite uporabnikom, a ne. V tistih časih, ko sem bila študentka, smo poslušali profesorja Ivana Bogovčiča, ki je govoril, da mora skozi pač razlagati ljudem, zakaj se je to sploh potrebno, no. Sem upala, da takrat, ko bom jaz, ne bo več to potrebno, pa vam povem, da še zmeraj isto delam. Je pa boljše, pa mogoče malo več je že razširjenega znanja. Zdaj, meni osebno je tako, no, da mislim, da z veseljem sprejmete še tako nepomembno delo. Vem, da se sliši malo mogoče, ne, zdaj pridete ven, pa vidite neko razpadajočo, brez vrednosti stvar, ampak nekomu lahko ta predmet res veliko pomeni, je pa tudi pot do novih dognanj, ne. Pač težke situacije kreirajo nove rešitve, pa pomagajo pri razvoju stroke, ne. Pa tudi pri vaših spretnostih. Načeloma je pač tako, da vi, ko dobite tukaj se res na faksu se ponavadi z muzealijem soočate, realni svet ni tak. Ponavadi je to, moj prvi križev pot je bil tak, da sem ga dobila v eni 15-centimetrski veliki visoki škatli, pol slik je manjkalo, kar je bilo pa tako preperilo, da si s prstom prišel blizu, si luknjo naredil. Tako da daleč od tistega, kar smo tukaj obravnavali, ne. Zato. Zdaj še nekaj, kar je res pomembno za delo na freskah. Delo na freskah je timsko delo, pa zelo interdisciplinarno, pa ne samo med umetnostnimi zgodovinarji, konzervatorji, restauratorji, tudi med slikoplaskarji, električarji, zidarji, spoštujte vse. So na vaši ravni, ne imeti tistega, da pač vi imate neko znanje, vi jim morate utemeljiti, da pač moramo sobivati, zato da doprinesemo pač tej umetnini oziroma pač freski, ki jo delamo. Zdaj, kar se tiče dela. Delo nikoli ne teče brez dobrega vodja, pa niti brez dobrih delavcev, a ne. Moje mnenje je, da mora vodja poznati pa izvajati vsa dela. Biti tam, ne samo, da se birokracija vodi, pač tam si del ekipe. Imeti moraš dobro organizacijo dela, nabave materiala, usklajevanje komisij in podobno. Svojim zgledom pač pritegneš ekipo k čim bolj predanemu delu, hkrati pa moraš biti odprt za konstruktivna mnenja svojih delavcev, saj veste, več glav več ve. Enkrat sem dobila najboljši predlog za prezentacijo fresko čistilke, ki je prišla noter. Tako da resnično imeli smo en prezbiterij, v bistvu polovica prezbiterija v Brežiški šoli. Zdaj takrat med vojno so prišli, vi pa so ta del cerkve podrli, zdaj je šola noter in tisti del so zazidali in smo rekli, da ko bo to enkrat restaurirano, se bo cela ta stena v bistvu postavila v steklo in tako bo se z ulice videl not cel ta prezbiterij. Tako da to je predlagala čistilka. Zelo dobro. Zdaj, imeti dobro orodje, a ne, to se tako sliši, vsi nekaj šparamo, brez tega ne gre. Pa brez dobrega materiala boste porabili ogromno časa, pa ne bo dobro narejen. To so vaše najboljše naložbe, pa na njem ne varčujte. Res ne. Kot delavec pa seveda z njim ravnajte ekonomično pa skrbno, kot bi bilo vaše, a ne. Kot espeju vam je čas denar. Roki so pa svetinja, ki je ne smete prelomiti, če želite pač zaupanje naročnika, ne. Pač vi ne morete podaljšati nekega terena, vi podpišete ponavadi pogodbo in v tej pogodbi je rok
in tistega roka se morate držati. Se pravi, da vi naredite dober popis stanja že prej, da vi dobro ocenite, koliko časa boste delali, koliko ljudi potrebujete, kakšne materijale, da naredite prej analize, da vas čim manj stvari preseneti. Zdaj, če delate z veseljem, bo pa tudi vsak projekt doživetje, ki vam bo dal zagon. In en takih je bil tudi tale Šmarje pri Jelšah. No, pojď se svoliti. Evo. Tle odzad se bojo vrtele zdaj malo fotografije, da ne bo tako dolgočasno. Pa malo si boste tudi neki videov je noter, tako da si malo predstavljate, kako v bistvu poteka delo na freskah. Verjetno, zdaj ne vem, na kolikih projektih ste že bili, ampak ja, no. Zdaj, te freske se nahajajo v zvonici Cerkve Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah, pa so bile med leti 2017 pa 2019 delno odkrite. So zelo redke, pač figuralne in dekorativne poslikave protobaroka. Okvirno smo jih pa datirali v leto 1670. Zdaj, strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine oziroma Restavratorskega centra je bil narejen ogled, pa popis stanja poslikav, naravoslovne preiskave vzorcev, vse teh barvnih plasti in umetov. Obenem pa smo šli tja za en teden in smo izvedeli vse vzorčne poskuse čiščenja, utrjevanja, odkrivanja, kitanja, pa tudi retuširanja. Tak pristop vam bo pomagal pri določanju obsega dela, pa seveda tudi finančni oceni. Za potrebe dokumentacije smo pa izdelali tudi 3D posnetek, na katerega smo pol izrisali poškodbe in postopke, ki smo jih opravili na sami poslikavi. Zdaj, sama poslikava je bila izvedena v občutljivejši pa manj obstojni apneni tehniki. Naslikana je bila na svež apneni belež, za boljšo vezivnost pa je bilo dodano proteinsko vezivo. Tukaj vidite tudi, kako je to v bistvu bilo vse po domač povedano v luftu. Tako da to je bil kar izziv. Po delni odstranitvi beležev pa umetov se je pokazalo, da so bile pač ob preteklih prezidavah po celotni površini barvne plasti in umeta močno poškodovane zaradi nakljuvanin s kladivom. Te so nastale seveda, da so se kasnejši umeti lažje oprijeli. Število tega je bilo enormno. Del freske je bil uničen oziroma odstranjen tudi ob prezidevanju oziroma v zidavi vrat v južno steno. Tako da ob odstranitvi sekundarnega umeta in beleža bi ob neprevidnosti lahko odpadla tudi poslikava, saj je zaradi ogromnega števila nakljuvanin mestoma že odstopala od spodnjega nosilca. Vidne so bile tudi stare poškodbe, ki so nastale kmalu po nastanku poslikave. Razlog za separacijo slikanih slojev je bila predvsem slaba tehnologija, že v principu. Nosilnemu ometu niso dodali dovolj apna, je pa tudi ta cerkev je znana tudi kot Marija na jezeru in je bila izpostavljena, cela poslikava je bila izpostavljena vlagi, kar je povzročilo izjemno prhkost tako ometa kot pa poslikave. No, da gre takole dol s skalpelom, to je redkost. Da ne boste mislili, da je to vzorčni primer. Tukaj smo posneli zato, ker je šlo tako lepo. Tako da ja, zlasti problematični so bili pač tele, tamle dela moja sestra na oboku. So bili slikani sloji na kamnitih obokih, s tem, ko so izravnali pač obok, je na nekaterih mestih oplesk nanesen direktno na kamen v debelini 1 milimetra. Si predstavljate to v bistvu fiksirati nazaj. Tako da ob izpostavljenosti vlagi taka poslikava ni imela veliko možnosti za obstanek in je seveda že kmalu po nastanku začela razpadati in so jo tudi sami pol prekrili na ta račun. Zdaj, prekrivne omete pa beleže smo zato morali odkrivati postopoma pa zelo taktično, ni tako, ko si mi predstavljamo, da pridemo tja pa vse odkrijemo, pa pol gre postopek naprej. V bistvu so bili
da smo odkrivali, obšivali, injektirali, utrjevali, to se je prepletalo, se pravi, vsi ti postopki ponavadi ne grejo tako, da boš jih zaporedno delal, ampak jih moraš kombinirati. Po stabilizaciji poslikave smo odstranili tudi prhke sekundarne omete iz starih večjih poškodb in seveda jih utrdili z nanoapnom, kalusil poznate, lepo v različnih koncentracijah pa z večjimi aplikacijami. No in potem smo te poškodbe v plasteh podložili z grobo apneno malto pod nivo. Na mestih starih poškodb smo tako odkrili tudi leseno cev za zvonjenje, ki je bila najbrž prvotna in je tudi motivno vkomponirana v enega izmed angelov brez instrumenta, tako da je bil lep umetnostno-zgodovinski dodatek to. Kasneje so dodali še 3 zvonove, o čemer pričajo 3 dodatne steklene cevi za zvonjenje, s katerih so pač vrvi visele. Takrat so najbrž nastale tudi večje poškodbe na motivih, saj so pač z vrtanjem skozi strop razrahljali tenzične sile v poševninah. Saj veste, ko vi nanesete omet, na takem mestu se med procesom sušenja ustvarjajo skrčki in nastane zračni žep in če vi ta omet prebodete, se v bistvu sprostijo tenzične sile in zaradi tega pač tudi nastanejo še dodatne poškodbe in nestabilnosti. Seveda, če jih ni, je ta žep nenevaren. Mehansko čiščenje poslikave je bilo izvedeno najprej s skalpeli, tako da smo odstranili vse ostanke beležev in stare malte. Iz vsake nakluvanine, predstavljate si, koliko jih je bilo tudi, boste pol na enem izmed videov videli, kakšen obseg je bil teh nakluvanin. In tudi ta karjavkasta prašina, vidite, tukaj se motiva skoraj ne vidi, je bila, v bistvu so bili ostanki kremenčevega peska, ki so ostali po odkrivanju od novejših ometov in predelav, tako da smo jih, ker so bili zelo taki prhki, odstranili s čopičem z naravnih dlak, seveda do tiste meje, ko je bilo še varno. Preko očiščenih nakljuvanin smo pa lahko dostopali, pač in seveda tudi ostalih poškodb, do originalnih prhkih ometov in jih tako lahko tudi boljše, pa z več nanosi in vbrizgavanjem utrjevalca, utrdili. Odstopljene dele smo injektirali s posebno apneno maso. Ne vem, če že poznate kaluksil. Kaluksil je sorodnik galusila. Je zelo kvalitetna masa, imate ekstra fajn, se vam splača testirati. Predvsem je pa zelo dobro kompatibilna z kalusilom, ki pa je eno izmed boljših utrjevalcev za freske danes, tako da ja. Zdaj, tako smo tudi stabilizirali kritične dele, no tukaj vidite, sem vam hotela pokazati, da si malo predstavljate, koliko je teh nakluvanin. S tem veste, da smo, ker smo dostopali skozi te poškodbe, res dobro lahko utrdili površino, kar je pa prednost tega, ker če ne moreš priti blizu zadnje strani, je težko, kalusil pušča ostanke na površini. Sledilo je pač kemično čiščenje poslikave s tapkanjem v vodi namočene in zelo ožete naravne spužve, tako da na obstojnih belih ozadjih za rastlinskimi ornamenti pa smo čistili celo zobno ščetko Cura Prox, to je super zadeva, zdaj imate še eno novo z ekstra ščetinami, zelo uporabna zadeva. Ker je proteinsko oziroma tudi apneno vezivo deloma propadlo, je bila sploh intenzivna kromatična barvna plast uprašena in se je posledično tudi brisala ter luščila od podlage. Zato smo pač mi s pršenjem mešanice apnenega in kazeinskega utrjevalca na bazi nanodelcev, se pravi nanorestor in amonijev kazeinat, ker je pač bil tudi osnova ta protein, zato smo to izbrali. Po več ponovitvah stabilizirali barvno površino in tako lahko tudi nežno očistili tiste kritične dele. Na tem projektu smo pa tudi ustvarili svojevrstno estetsko prezentacijo,
ker je bila pač površina močno nakljuvanja, bi kitanje nakluvanin pod nivojem, pa obdelava z akvasporko, kot je danes zelo razširjeno, motiv nezadostno povezala oziroma bi ostal razdrobljen, kar bi okrnilo berljivost motiva, ne. Intenziven kolorit je zato potreboval malce drugačen pristop. Nakljuvanine smo zato po predhodnih poizkusih različnih mešanic malt, s katerim smo se želeli približati tako originalni teksturi kot tudi tonu, zapolnili do nivoja, ne. Zapneno malto, katera površina smo s posebnim opleskom na sveže kitana mesta natančno prilagodili okolici. Na enem izmed prejšnjih diapozitivov ste dejansko lahko videli, koliko dobro smo prilagodili. Tam ni nič barve, samo kitanje. Se pravi, res smo se potrudili, preiskali peskokope, naredili teste in dobili skoraj identično maso, s katero smo v bistvu zapolnili, a ne. Tako smo, ker smo pač tako natančno pripravili ta kitana mesta, smo zmanjšali predele, ki so bile potrebni barvne obdelave vsaj za 50%, poveste, manj retuše, hitrejš končan projekt, ne. In pa seveda tudi manj sporno glede retuše. Zdaj, vse manjkajoče predele smo zapolnili z dekorativnim ometom, uporabili smo enako malto, le bolj grobega granulata do nivoja poškodbe, jo zaribali in tako tudi ponazorili poškodbo, kjer je barvna plast opraskana do ometa. Se pravi, nismo šli pod nivo, ker je bilo količinsko tega preveč in ko se sence ujamejo v ta nivojsko razliko, ne deluje tako dobro. Bolj mora povezati motiv, ampak še zmeri pa morate vedeti, kje manjka. Tako da v bistvu te nakljuvanine, ki gosto prekrivajo poslikave, smo pa pač retuširali na ton rahlo opraskane barvne plasti. Zdaj tele fotografije, ker so tako daleč, tukaj se skoraj ne vidi, ampak načeloma je vsaka nakljuvanina svetlejša, precej svetlejša in niti ni izrisa teh detajlov, a ne. Ampak ne moti, vi vidite v bistvu celoto. Se pravi, tak način motiv poveže, poškodba ostane vidna bolj veščemu gledalcu. Ta princip je pa zdaj tudi uveljavljen na ostalih freskah, tako da se na takih kromatičnih površinah uporablja zdaj ta tehnika naprej. Spodnji del te poslikave je bil v zelo slabem stanju, zato so ga kar na lastno pest 1 do 2 metra odbili in so nanesli med tisto ta prvo obdelavo nov sanirni omet. Zdaj sanirni ometi so različni in nekako sanirni omet ima tendenco vleka vlage nase in ker je bil stik takoj na fresko, smo se odločili, da smo odbili en pas tega ometa in vmes dali približno 20 centimetrski pas navadne apnene malte, ki bo prevzela vse tiste slabe vplive, da ne bo direkt na fresko vplivalo. No, tukaj nam je pomagal en zidarski mojster, ki se ukvarja pač s starimi apnenimi ometi. Od takih zidarskih mojstrov se lahko veliko naučite, ker takih praks je skozi manj. Zdaj ne vem, kako je na gradbeništvu, ampak recimo zdaj uvajam enega zidarja, dokaj mladega, da se pač privadi, ker moj oče pač nehuje. In ta znanja so pozabljena. Tako da povezujte se tudi z zidarji. Čisto enostavno vam pa boste mogli jih kar v bistvu uvajati vi, ne da bojo oni vas. Zdaj, na oboku prezbiterija bi bil pa cementni omet tam na oboku, tam odzad. Nažalost nanesen kar na omete, ki prekrivajo fresko. Zdaj, tam, kad je odpadlo kar direktno, nekateri pa tudi na te prekrivne omete. Se pravi, imeli smo tudi 10 centimetrsko razliko nivojsko, ampak seveda poskusili smo ločevati to, pa je bilo tako, ker je tam tista barvna plast tako tanka, smo v bistvu
pustili za kasnejše generacije, gor samo malo smo estetsko obdelali. Tako da, če rabite kakšno novo raziskovalno nalogo, kako se razgradi beton, je tudi še ena taka zanimiva tema. Nekaj sem že iskala, ampak trenutno še ni bilo časa, tako da se priporočamo mi terenci za kakšno praktično nalogo. Zdaj imam ogromno idej za take naloge, če hočete, prej je kazali tudi moj mail, lahko me vprašate karkoli, lahko mi pišete. Takoj, ko bom našla čas, vam odpišem. Bi bila pa vesela, za kakšno, kako bom rekla, kakšno tako raziskovalno delo, ali pa tako, kot smo prej govorili, za v bistvu nekoga, ki bi se podstopil delati teste namesto nas restavratorjev in bi s tem dejansko nam prihranili čas, pa bi lahko tudi te postopke prepustili nekomu drugemu. Zdaj, nas SP-jev je kar nekaj po terenih, laboratorij imamo pa samo ena, in čakamo zmeri na te rezultate. Tako da jaz upam, da nisem bila ali prekratka ali predolga. Če imate kakšno vprašanje, me lahko vprašate. Kakšno vprašanje, zdaj sem tukaj. Preprosto in spontano povedali, nakazala tiste zadeve ali pa tiste probleme in spone in face, na katere naletiš, ko začneš to pot, s katero si šla, ki si iz prve roke delila te izkušnje. In jaz mislim, da je odlično, da o tem čim več spregovorimo, ravno zaradi tega, da hoče olajšamo pot, pa ta prehod tudi komu, ki bo razmišljal o tej poti. In ja, in ta tvoja pobuda, se pravi, vedno so neki problemi, vedno so kakšne vsebine, ki se najdejo, da so primerne, ali pa da bi bilo potrebno raziskati, kot seveda na terenu ni tega časa, oziroma v taki obliki, kot delaš ga ni. Tako da jaz lahko rečem, da smo mi tudi izredno veseli, če kdaj pride iz vaše strani kakšna taka zanimiva tema, je pol, mislim, redko, da rečemo ne, oziroma se pogovorimo in lahko tudi potem to temo raziščemo, kako kakšno diploma iz tega, kakokoli že. Tako da to z naše strani, vaša žogica, tako da... Z veseljem bi sodelovala, tako da tudi ne veste, za študente vzeti na teren, če damo to v bistvu predračun, potem lahko za vas lahko vzamemo študente na sam teren, da pa vi recimo samo kontaktirate en mesec prej, jaz bi pa rad delal, pa malo težko. Jaz recimo imam neko ustaljeno ekipo in potem, če pride tako sred terena, tudi vsak teren za vas ni primeren, tudi odvisno tudi od odra, ker pač kot delodajalec moramo zagotavljati varne pogoje za vas. Ampak se pravi, na večjih projektih, tudi tukaj v Šmarju sem imela 2 študentke iz Belgije, tako da sta se v bistvu delale prakse utrjevanja pa injektiranja pri meni. Drugač pa ja, letos imamo v načrtu neka, sicer je arheološko, ampak imamo tak lep predel za študijsko injektirati pa kitati. Tako da, če bi kdo želel, me lahko pač kontaktira, pa če je pripravljen, mu plačamo pač prevoz pa malco. Za en teden ne bom forsirala, ampak pa se lahko nauči pri meni na terenu tudi tiste osnovne prakse, ki vam bojo mogoče prav prišel. Mi malo drugače pristopamo, zato ker res delamo na veliko terenih in je treba biti kar hiter, okreten in tudi opazovati okrog sebe, nimaš časa sanjati. Ni več, ko prideš enkrat, ko je konc šole, je konc sanjanja, je treba v bistvu uživati tudi v problemih. Problem ni zato, da rečeš, ne, spet je nekaj narobe, ampak začneš, kaj sem pa zdaj polomil, zdaj moram pa raziskati. Moj delovnik je ponavadi tak, jaz zelo rada delam in delam zjutraj od 8 do, odvisno od 5 do 7 zvečer,
Potem pa pridem domov, pa recimo, ko so problemi, vse naštudiram, pač iščem literaturo, to je zame hobi, ni to neka obveza in ta pač študiranje teh problemov mi je v veselje, tako da delam tudi raziskovalne naloge že iz tega principa, ker pač se mi zdi, da delamo vsi za kulturno dediščino, ne samo za denar, a ne? Tako, ne vem. Še koga od mladih kaj zanima? Saj vem, nisem predavateljica, ampak se mi zdi, da res bi vam rada pokazala, da se da iti tudi za spejem. Seveda so tudi težave, pa glejte, v katerem poklicu jih pa ni, to je nekaj običajnega. To so pač izzivi, nekaj treba početi do konca. Tako da. Vas zanimajo tereni, kakšni bojo? Vas je strah terenov, spalnih terenov? Jaz zdajle delam v Sevnici in je tako fajn, zjutraj v ponedeljek grem, v petek pridem nazaj, tam prespimo, delamo lep do 7 zvečer, kavico pijemo. Ja, mi tako lepo na pručkah, v naravi lep pijemo kavico. Veste, kakšni privilegiji, tako mi lahko kuhamo, vse v cerkvah, ker drugi ne morejo, a ne? To je za nas privilegij, to je lep razgled, svež zrak, včasih je malo mraz, včasih nam je malo vroče, ampak ne vem. In koliko vas je med vam freskantov? 1. Ateljejsko ali terensko delo? Oboje. Spalni teren ni problem ali ne? Super, me veseli. Premalo vas je. Se pravi, nazadnje sem imela, bom rekla, študenta na terenu, ko smo ga uvajali, je bilo 2016. Tako pomanjkanje je. Tako da za adrenalinske ljudi, tisti, ki imajo radi malo izzivov pa to, a ne, podmladek se manjka in jih je tudi premalo, ne, restavratorjev, sploh teh terencev. Saj veste, ženske imajo ponavadi tudi otroke, tudi ne morejo pustiti družine doma, tako da to je ena izmed slabših plati, tukaj nisem naštevala slabih plati, ki vas nočem odgnati zaradi tega, a ne. Drugače pa, veste, tudi če imate otroke, ni tak problem, saj otroci rastejo, se ne manjšajo, tako da. So več na svežem zraku. So pa malo več na svežem zraku, ja, tako da tudi to je. Tudi to je pač. Tudi to, seveda, smo lepo, ne, zakaj pa ne? Pa počas tudi pridejo na tereni, počas delati, ne. Kaj bi te pa jaz vprašala, ta prehod, ne, se pravi, iz nekega varnega okolja, ne, pa recimo, verjetno nisi kar takoj prevzela nek projekt, da bi mogla organizirati vse delati, kako organizirati delovišče, kako uskladiti vse te predračune in tako naprej, verjetno je to prišlo postopno. Tako je. Tako kot sem omenila čisto na začetku, tisti prvi kontakti nastanejo, ki vi delate ponavadi za kakšnega drugega, ali boste delali zdaj za SP-jevce, takrat, ko sem bila jaz, je bil to v zmeri Zavod za varstvo kulturne dediščine, ali pa pač nek drug restavrator. Ne, noben se ni rodil z vsem znanjem na tem svetu, pa problemi s pogodbami, pa s tem zadevami v bistvu. Če smo čisto pošteni, a ne, jaz sem manjše projekte že prej prevzevala, ampak toliko velikega, ker tale projekt je trajal 8 mesecev, bil pa en prvih mojih res večjih, a ne, ker tukaj je bilo pa res ogromno organizacije in vsega. Ampak, ja, dokler delate za druge, je to neko varno okolje, ki pač vam odnaša rit. Čim greste pa vi na svoje, jaz sem prve projekte, sploh ta križev pot pa to, takrat pa ni varnostne mreže in se seveda tudi sami morate soočiti, enkrat je treba stopiti čez rob, napake se delajo tudi, včasih boste zaradi tega imeli kakšen malo manj denarja, ne, na ta račun, ko boste narobe skalkulirali, noben vam ne more dati v bistvu tega,
koliko neka stvar stane. Lahko vam daja priporočila, koliko približno rabite na uro imeti, ampak če ste vi počasni, boste 2-krat več časa porabili in pač to gre na vaš strošek in morate pač čim hitreje te skillse, te spretnosti dobiti, zato da boste lahko konkurenčni. Ne? Seveda pa začetki, prvih 5 let je dobro, tudi če imate SP odprt, da delate za nekoga drugega. Danes smo v bistvu, ko pridete na teren, ni več to šef kot šef, ampak smo kolegi, a ne? Delamo vsi za v bistvu za isto stvar. In jaz recimo z veseljem sprejmem dobrega delavca, zaradi tega, ker timsko delo, več glav, več ve, imate tudi nova znanja, morate vedeti, stroka se res razvija, to, kar sem videla danes tukaj pri vas, imate dobro okolje, dober zastavljen program, tako da lahko tudi mene kaj naučite. Jaz bom pa vsega znanja vesela. Tako da ja, ni vam treba biti takoj vsega vedeti, ker je nemogoče, ampak vsaka stvar pride spontano, vsak projekt, tudi če bo mičken, tudi če boste dobili neki, ne vem, razpadov križek ali pa ne vem, neko mini slikco, bo neka izkušnja ostane za vami in naslednjič je lažje. Tako. Jaz mislim, da si vse povedala. Okay. Vse res na plani prinesla. Dobro, zdaj se lahko sprostimo, ne? Tako. Če pa, se pravi, mail je jerneja84@gmail.com. Vprašajte. Nikomor, če mi kdo piše, še nikomor nisem odrekla pomoči, ne da vse vem, ampak nekaj pa malo zapomaga, tudi glede SP-ja, pa tako, kam se obrniti, ali pa recimo, ne vem, imela sem primer, ki me je ena izmed študentk oziroma vprašala, ja, kako se pa račun napiše, a ne? Ja, je treba nek obrazec imeti, veste, a ja, pa glede SP-ja, dajte računovodstvo si umisliti, se ne da delam reklamo, ampak še s tem se baviti čisto preveč. To, kar se zdaj spreminja, to je dobra naložba, tako da ja. Jaz to pa mislim, da Tisti, ki ste danes ste študentskega projekta, ste neko možnost za kakšno delo v poleti, ponujane, da izkoriste to, veliko tušno ponudbo. Vsi delamo samo v dobro dediščini, a ne, vsi smo v istem šmornu, tako da mene veseli. Je pa čast, da ste me povabili, sam nisem niti pomislila, da bom kdaj tukaj sedela, ne. Ja, je super, da še kdaj, ne? Ja. Nam je bilo vse. Hvala. Hvala.